Dobro jutro. Evo, ponedeljek je, ura je 8:30 in kot ponavadi so midve tukaj z najnimi live, v katerih odgovarjava na vaše vprašanje v zvezi z naravnim zdravjem, zdravljenjem, različnimi težavami in kako prebuditi telo, če temu tako rečemo, kako zbuditi to naravno inteligenco našega telesa, zato da se lahko ti problemi rešijo brez nekih kemičnih intervencij. Kot ponavadi so tukaj z vami Alja Podgornik in pa doktorica Neja Zupan je tukaj z mano. Obe se že precej časa ukvarjava z naravnim zdravjem in zdravljenjem, obe sva se te stvari naučile prek lastnega eksperimentiranja in učenja in da sva res same rešile probleme, ki sva jih midve imele, tako da razlagava zelo ne samo iz nekega teoretičnega vidika, ampak razlagava tudi veliko iz osebnih izkušenj. Neja ima pa tle za sabo še leta in leta izkušenj iz svoje ordinacije, kjer je videla res že precej stvari. Tako da dajte nama v komentarjih napisati vprašanje, ki jih imate, ne glede na to, so v zvezi z bolj fizičnimi težavami, lahko so bolj duševne težave, lahko so čisto kakšne stvari, ki vas zanimajo, tudi z bolj duhovnega nivoja. Midve govoriva tle vse iz vidika celostnega zdravja in zdravljenja, se pravi, se ne omejujeva na en nivo. Pogledava vse nivoje, iz katerih je človeško bitje sestavljeno, če temu tako rečemo, tako da so res odprte za ogromno različnih vprašanj. Zdaj, današnja tema bo glede prebave in sicer sva dobile eno tako serijo vprašanj, kako v bistvu spodbuditi prebavo na naraven način, katero hrano je v redu jesti, katere hrane ni v redu jesti. Dobile sva vprašanje predvsem glede blata, kaj narediti, če je pretrdo, pa kaj to pomeni, če je blato enkrat pretrdo, enkrat premehko. V glavnem, kako se da spet prebuditi telo za to, da se prebava uravnovesi. Tako da to bo spet ena miniserija, bosta 2 dela, bova danes govorila bolj o fizičnem vidiku, naslednjič bova govorila bolj o čustvenem vidiku, duhovnem vidiku, vidiku energij. Tako da dobite res celosten vpogled v to, kaj se v bistvu dogaja, ko govorimo o prebavi, ker prebava je tako, obsega precej organov v telesu, je precej kompleksen sistem, tako da je treba, ni tle samo, kaj se dogaja v debelem črevesju, recimo. Tako da bomo govorili o vseh teh različnih vidikih, da dobite vi en dober vpogled v to, kaj se v bistvu tam dogaja. Tako da, Neja, jaz te povabim, da kar začneš tukaj, da začneva danes s tem vidikom, fizičnega vidika prebave. Dobro jutro v nov teden. Jaz upam, da ste lep vikend preživeli in da ste danes polni nove energije za nov začetek. No, ampak itak je začetek vsak dan, no, tako da, ampak danes je še posebej, ker je začetek tedna. Tema izločanja blata je bila moja tema top kar precej let. Saj tisti verjetno, ki me že spremljate nekaj časa, ste verjetno že zasledili, da, glejte, to je bilo tam od enega, bom rekla, enega 15. leta, pa kaj do enega 30. leta, ki je bilo tako, jaz, kljub temu, da sem dosti vode popila, z vodo sem bila že kar zelo zavedna, ampak včasih se je zgodilo, da tudi po 10 dni nisem šla kakati. Jaz sem bila taka kot balon, tudi jedla nisem več, ker je bilo toliko noter nagužvan. No, prva stvar, ki sem jo resno se lotila, je bila prehrana. Moja mama je izhajala iz kmečke družine, no, in pač smo jedli, saj je bila zdrava hrana, se ne morem reči, mislim, zdrava v tem smislu, da je bila doma pridelana, pa ni bilo kakšnih pesticidov ali pa kakšnih agrotoksičnih snovi noter. Ampak smo pa imeli kar precej take hrane, ki je bila primerna za kmetovanje. Se pravi, ko greš na težko delo, ja, seveda pol poješ majčkeno težje stvari. In moje telo absolutno ni bilo zmožno to predelati. Poleg tega, danes sva se, no, samo malo intermezzo, sva se danes pogovarjali z Aljo, da mogoče bova prav o cepljenju, o cepivih majčkeno enkrat govorile, kakšen vpliv ima to na nas. Jaz sem bila poškodovana po cepivih,
in to zelo poškodovana, ker takrat, ko so me cepili, sem jaz po tistem imela encefalitis, vročino 41, obolen sem bila 10 dni. No, in to je meni pač posledice pustilo, ne. In moje telo je takrat začelo tako težje presnavljati stvari. In ko sem se začela s hrano ukvarjati, sem zelo pazila na to, da sem dovolj vlaknin pojedla. Zdaj pa mislim, da sva midve že, Alja me spomni, ampak mislim, da sva že naredili en live, kjer sva obravnavali, tako da surova hrana, se pravi presna hrana, pa kuhana hrana. Ker tako propagirajo to surovo hrano. Glejte, če je telo poškodovano, in to je večina nas, bom rekla tako, 95% ljudi je poškodovanih že po raznih teh farmacevtskih posegih. No, in moje telo je bilo toliko poškodovano, da enostavno ni zmoglo predelovati. In te surove hrane sem težko, recimo, jaz sem popila 2 deci, ni bilo 2 deci, približno 1,5 deci surovega pesinega soka. Čez pol ure v loku je šlo ven. Sploh nisem mogla več zadržati, ampak kar takole, kar bruhnilo je ven. Tako da sem mogla začeti gledati, na kakšen način jaz lahko dobim vlaknine, ker surovih enostavno nisem mogla predelati. Tako da začela sem s takimi majhnimi dozicami, res majhnimi dozicami tega soka. Poleg tega pa precej hrane, ki ulaži telo. Eno vprašanje je bil, da dama popije dosti vode, ampak ima kljub temu težave s prebavo, z izločanjem. Zato, ker v telesu vlaga ne ostane. Za te dame bi svetovala, da pogleda, koliko hodi lulat. Če gre velikokrat lulat, to pomeni, da telo pravzaprav čisto nič ne posrka. Midve sva imele, je bilo november, december, sva imele live o vodi. Dajte pogledati, na YouTubu so vsi posnetki. Poglejte, kako je z vodo. Kakšno vodo piti. Mi, da sva takrat predlagali ta naravni izotonik, ne tega tako kupljenega, ne tega spet iz farmacije, doma narediti izotonik, zato da bo telo sploh pripravljeno posrkati. Ampak poglejte si tiste, so bili 3 deli, kjer razloživa majčkeno več o tej vodi. Se pravi, telo je treba navlažiti, ker če je presuho, se blato ne more premikati. Potem je pa tukaj seveda še del, zakaj se blato ne premika, je tudi prisotnost patogenih mikroorganizmov. O tem sva tudi kar precej že govorili, tako da dajte si pogledati kar vse serije teh nas, boste videli, koliko teh podatkov, ki midve težko spraviva to v ta okvirček parih minut, ki jih imava v liveu, vse vsakič znova in znova. Ampak zdaj midve live delava že od maja, tako da teh liveov je bilo res ogromno. No, se pravi, patogeni mikroorganizmi, če so ti preveč zarejeni noter, potem spet posrkajo svojo količino hrane, vode, tekočine in to pri njih tudi ostane. In ker ni dovolj vlažno, potem se blato ne premika. Potem sva imele pa tudi en poseben del, sva imele o ščitnici, tudi 3 dele. Glejte, ščitnica je zadolžena, je tako kot
inštalacija po celem telesu. In če inštalacija dobro ne dela, zdaj recimo, dajte si zamisliti vodovodno inštalacijo v telesu, ne v hiši. Ja, če je nekje prelomljena, potem bo tam voda ven šla, naprej pa ne bo šla, ne? In lahko ti v kopalnici odpreš pipo, ampak voda do tebe ne bo prišla, ker vmes pušča. No in ščitnica je ta inštalacija, tako da poglejte si o tej inštalaciji. Pol pa jetra. O jetrih še nisva kaj prav dosti govorile, mogoče bova enkrat o jetrih govorile, ampak če jetra ne delajo dobro, se pravi, ali so zamaščena, ali previsok holesterol, zabasana, recimo žolč je tist, ki ga jetra špricnejo v tanko črevo, v 12-ternik, da se presnova dogaja. In če se to ne dogodi, recimo ima človek težave z jetri, potem je lahko blato ali preveč trdo ali pa preveč mehko. Odvisno, ali jetra fajn špricajo ven, ali jetra pač nič ne špricajo ven. Tako da je to zdaj, recimo, na kratko mogoče samo še majčkeno od tistih, ki so se spraševali glede hrane, sem rekla, vlaknina jest hrano, ki navlažuje, recimo ena hrana, ki dobro navlaži, je laneno seme, jaz laneno seme kar precej jem, pa laneno seme ima tudi omega-3, je protivnetno, tako da jaz si dajem v hrano to laneno seme, ampak mora biti prej namočeno. Potem čija semena, recimo, so tudi taka, ki pomagajo pri presnovi, namočene suhe slive, gre tudi lažje ven. Skratka, navlažiti je treba debelo črevo. No, ne samo debelo črevo, celo telo je treba navlažiti, ker pri težavah z izločanjem zelo velikokrat tudi ledvica ne delajo glih najboljše. Se pravi, ali preveč preveč delujejo, premalo delujejo. No, o psihičnem in čustvenem vplivu bova pa midve z Aljo v prihodnem delu govorile. Zdaj sem se tako zelo na ta fizični del, skratka, navlažiti, dovolj vode piti, izotonične, poslušajte poslušajte najine prejšnje live, ki so na YouTubeu, pa jaz verjamem, da pa, ja, še to, no, mikrofloro je treba zamenjati, no, to je to. No, mogoče bo pa enkrat v mikroflori se še kaj pozabavili, kaj praviš, Alja? Ne, to je vedno prijetno. Ja, no, tako da predajam besedo zdaj še Alji. Ja, jaz bi saj ne večino stvari povedala. Nekdo je napisal tle vprašanje, se pravi ta dama, ki je postavila vprašanje, je napisala, kako spodbuditi prebavo brez donata. In bi tle rada govorila, če vidite, da spijete donat in vam to pomaga s prebavo, vam pove, da vam manjka mineralov, ker je visoko v magneziju in podobnih zadevah, in tam so pa izotoniki, ki pridajo, in kakšne tle treba res pri blatu. Jaz sem imela precej časa tudi težave, so bile res minerali tisto, kar je igralo največjo vlogo, no. Tako da, kakor so o tem so govorile že v prvodi, izotonik se da doma narediti domač, so recepti tudi na internetu, lahko si pogledate, reče se mu tudi adrenal cocktail, se pravi adrenal, kakor je nadledvična žleza. Imate veliko različnih receptov, ki jih lahko naredite, in vse te, recimo, pri ajurvedi tudi ena stvar, ki jo bojo naredili, recimo, da se namoč ali rozine, ali suhe slive, ali suhe te marelice v vodi, čez noč pa se pa vodo spije. Ker vsa ta sadja so zelo visoka v kaliju in kalij pri tem zelo pomaga. Tako da sploh, če jemljete magnezij, je zelo pomembno, da jemljete, da imate dovoljšen vnos kalija skozi prehrano in skozi kakšne te dodatne zadeve, kakor so te izotoniki. To je pomembno vedeti, ampak minerali so tle ogromnokrat težava, zato ker je to tisto, kar pomaga blatu mehčati, ne pa voda sama po sebi. Zdaj,
Pri vodi, jaz bom še tole na kratko ponovila, pri vodi je bil en del, ki smo govorili midve o strukturirani vodi v telesu, kar je tisto, kar dejansko nam pomaga, da smo hidrirani tudi na celičnem nivoju, in to so vpletene izpostavljenost svetlobi, gibanje, prehrana, vse te zadeve, tako da tlej celostno treba pogledati, kaj se dogaja pri temu. Jaz bi pa tlej še eno stvar glede vlaknin samo povedala, zato ker to tudi kdo, če poznate kaj ajurvedo, vam je to jasno, če pa ste si stvari samo po kakšnih, če boste šli na internet pa pogledali hrano, ki je najvišje v vlakninah, boste dobili stvari tudi, kot so čičirika, fižol in podobne zadeve. Vse te stvari zelo sušijo telo, ker nase vežejo vodo. In marsikdaj ljudje pa začnejo jesti veliko surove hrane, pa začnejo jesti veliko stročnic. Tlej je treba biti previden. Stročnice sušijo po ajurvedi. Ajurveda bo stročnice vedno kombinirala z maščobo, ali pa jih bo naredila v taki obliki, da je v bistvu kot neka juha narejena iz tega. Nikoli ne bi nobenih surovih stročnic jedli, vedno namočene, vedno kuhane. Oni ponavadi, če dodajo kakšne stvari, da veže nase več teh sestavin, ki so težko prebavljive. Tako da tlej je treba biti previden. Če imate težave s pretrdim blatom, jaz bi stročnice zmanjšala, oziroma bi jih nekaj časa kar ven vrgla in dobiti beljakovine iz kakšnih drugih virov namesto tega. Enako, kot je Neja govorila o surovih vlakninah. Pa dajte več stvari piti pa jesti, ki imajo več vlažilne kvalitete. Tudi recimo namesto, da pojeste neko solato ali pa suhe zadeve, si naredite juho. Kakšna kostna juha je tukaj lahko super, ker se naredi, ker ima ogromno teh mineralov in je lahko prebavljiva. Najbolj zahtevna stvar, kakor mislim, so se midve z Nejo že večkrat pogovarjala pri prebavi, ko je trdo blato, je to, da je sicer treba telo navlažiti, ampak za telo navlažiti, sploh če se gleda ajurvedo, se dostikrat priporoča visok vnos maščob. Ampak ponavadi, ko se blato ne izloča v redu, so težave z jetri in je težava tudi v presnovi maščob. Tako da je res tlej treba pogledati, kje so točno težave. Če vam te konvencionalni pristopi ne pomagajo, ko pijete več vode, pa jejte več vlaknin, ker določenemu številu ljudi, ki pač pijejo premalo vode in ne jejo nič vlaknin, bo to pomagalo. Ampak če pa ste s temi stvari že probali, če imate prehrano porihtano, jaz bi vam res svetovala, da pridete na en pregled k Neji, da vam z napravo pogleda, kje točno težava je. Zato, ker če ne, se boste lahko ciklali okoli tega leta, pa to govorim iz lastnih izkušenj, ker ne boste pravilne stvari imeli, ker boste sledili tem konvencionalnim zadevam, ampak pa bo težava v preščitancih ali bo težava v patogenih mikroorganizmih. In je treba vedeti, kaj točno je treba pogledati, ali pa bo težava pri jetrih. Zato, da se bojo te stvari res pucale. No? Ker, ja, midva vam govoriva iz lastnih izkušenj, ker so se obe res precej časa točno s tem ciklale. In veva, da je nekaj, kar je zahtevno in te stvari, ki jih na internetu preberete, vam zelo velikrat Navja prinesla neke rešitve, ker je v to vpleteno res celo telo, od celega hormonskega sistema, ki ga seveda uravnava ščitenca, do hidracije, koliko je sposobnost dejanske absorpcije vode, do tega jetra, žolčnik delujejo, do tega, kakšna je mikroflora v črevesju, in tlej treba videti, kje težava dejansko je. Zelo velikrat so te stvari tudi med sabo povezane, če je premalo toplote v telesu, ker ščitenci ne deluje, se bo več patogenih mikroorganizmov razrasel, tako da je treba korak po koraku res sčistiti te zadeve, kjer dejansko je korenina težave, pa se bo tudi prebava nazaj uravnala. Ampak sami sigurno lahko začnete s temi minerali, pogledajte te stvari, če niste uravnali prehrane in teh zadev, se to sigurno splača pogledati. Jejte hrano, ki je bolj preprosta. To je vedno super začetek. Hrano, ki vidite, da jo lahko v redu prebavljate. Če pojeste obrok, pa ste po obroku napihnjeni, pa vam ful nekih zvokov vaše črevo proizvaja, pa se ne počutite dobro, pa se počutite zaspanje, to vse je znak, da prebava ne dela v redu in je treba začeti gledati, če naredite prehrano bolj enostavno, a se stvari izboljšajo, če pa to ne pomaga, pa je pa treba iti res pogledati, kje dejansko težave so v telesu. Tako da jaz upam, da je tole koristno, pa da bo koga od vas navdihnilo, da mogoče pride res si pogledati, kje težave so, da pa skupaj rešimo te zadeve. Super, Alja. Da pa vam še povem, da midve z Aljo imava zdaj skupaj tudi program
Jaz naredim točno ta pregled, ki ga je Alja predstavila. Se pravi, pogledam vse notranje organe, tako jaz majčkeno heco malo zares naredim pregled pod kožo, kaj se tam dogaja, kje stvari ne špilajo, in na podlagi tega, kaj ne deluje, potem sestavim, predlagam, kaj naj človek je, katere dodatke, ker, glejte, saj o dodatkih mislim, da sva tudi enkrat govorile. Jaz nisem tako navdušena samo na dodatki, zdaj pa, tale dodatek, včasih kakšen pride pa reče, ja, zdaj pa to cel življenje. Ne, z dodatki, se pravi s prehranskimi dopolnili, mi dopolnimo toliko časa, pomagamo telesu, da potem sam začne delati. In predlagam določene energijske vaje. Potem pa pride del od Alje, ki ti pa pomaga korak po korak vse skupaj, kar je predlagan, tudi v svoje življenje dati. Ker jaz sem velikokrat videla, da se ljudje zataknejo potem, kva si ti pripravila, jaz tega ne morem, onega ne morem, tretjega ne morem, to je preveč, preveč, jaz bom čist nora ratala od tega, sam kuham, pa sam pripravljam, pa imam pa sploh še kaj časa. No, in tlele nastopi Alja. Korak po korak, mirno, s tem, da se pomaga prav individualno, kaj je tisto, kar bo pomagalo. Skupince ljudi so majhne, ko midve delava, tako da je res lahko individualen dostop. Včasih se tudi potem skupaj dobimo, da še jaz kaj predlagam, če kaj ne gre, smo v kontaktu. Tako da je pa, to je 4-mesečni program, kjer te pripeljeva od točke A do točke B. Program ti pa ostane, ta, ki ga pripravim, in ga imaš potem tudi za svojo, imam eno stranko, ki je rekla, 5 let nazaj je bila pri meni, je rekla, samo da enkrat zaškripam malo z mojim zdravjem, jaz sam pogledam, kva si mi ti predlagala, tisto naredim, je rekla v enem mesecu, ka suza, in to je to. Ja, tako da imate potem tako kot eno biblijo, kako uravnavati procese v svojem telesu. In tako kot je Alja rekla, midve sva šle že kar precej enih zelo zanimivih stvari skozi življenje. Med drugim obe tudi s tem zaprtjem težavo. Jaz lahko rečem, jaz sem jo dejansko rešila. Tako da jaz verjamem, da je možno to rešiti. Če pa koga zanima, oziroma če te zanima, kako energijsko tudi popraviti, midve bova naslednji teden bova majčkeno več o tem govorili, ampak zdajle že povem, danes bom imela tudi live za program Postani mojster zdravja. Se prijav na spletni strani www.biserica.si/postani-mojster-zdravja, tam se prijav za live, ob 8 zvečer imam live. Še kaj drugega slišiš, kaj v tem programu je. Sicer pa do naslednjega tedna, ko bova midve še energijsko, čustveni, miselni, duhovni vidik obravnavali. Tako da lepo se imejte in čudovit teden še naprej. Adijo. Adijo.